stilu seks, droge in rock'n'roll in to je v enem letu ratal Strast, dojenček in Rom-pom-pom. Vid, lepo pozdravljeni, hvala, ker ste si vzeli čas, kljub temu, da ste verjetno polno zasedeni, predvidevam do zloga učiteljstva. Kakšno je vaše življenje potem, ko je v svet stopila nova hčerkica? Super je, res, toliko je luštno, toliko se imam fajn z njo, ful je fajn, nobenega časa zase nimam, kar je the best. Ker prej sem same bedarije počel, zdaj se lahko z njo ukvarjam, sam sabo tisto, kar se moram, pač delo in tako naprej, tako da super sem imel. Pa ste se na vlogo učita pripravili moralno, mentalno? A veš, da ne vem, če se sploh lahko pripraviš na to, ker ne veš, kaj točno pride. Jaz sem se pustil presenetiti. Nekako sem si strukturiral, ok, manj bomo spali, ne, pa se to zihar ni res, pa je. Pa tako, ampak zdaj pa jo spoznavam, pa hočem videti, kakšno je to bitje, da vidim, kaj prinesla na svet, pa kaj se bom jaz lahko pokazal. Pa tako. Pravite, da je bilo težko izbrati ime za vašo prvorojenko. Zakaj? Ja, a veš, če si moški, ki je imel neko krajše obdobje promiskuitetnosti, to pomeni, da sem se malo gonil okoli, ne veliko, ampak lih toliko, da mi je zožal izbor. A veš, ker nočeš dati ime hčerki, isto ime, pač, kakor je bilo ime neki tvoji bivši avanturici, ker pa imaš skozi asociacijo, a veš. Ne? Pokličeš svojo hčerko, ne vem, Špela, naprimer, ne? In se spomniš one Špele, ker je bila takrat tam in nočeš teh povezav imeti. Tako da. Vaši hčerkici je torej ime? Ja, ima ime. Ja. Ni Ana, Marija, Špela, neverjetno to pa ne? Ni ne Ana, ne Špela, to so vse neke preveč hitro bile neke asociacije. No pa pustiva dojenčke, pa se preseliva k vaši strasti. Kaj je tisto, kar vam požene kri po žilah? Kaj mi požene kri po žilah? Ljubezen. Še kaj? Tega imam zdaj zelo veliko v življenju, zaradi tega mi to požene kri po žilah. Dober trening, gnev, če sam malo pogledam, kaj politike govorijo, mi tudi kar požene kri po žilah. Kaj še? Dobra komedija. Dobra komedija? Ne, to ne. Ampak jaz sem ampak mi, v bistvu, tudi kar se tiče dela, jaz sem se tako iz osebnega, ampak kar se tiče dela, ko priješ gor na oder, pa so te ljudje tam željni, dajmo, povej nam kaj, zabavaj nas in ko ti uspe, je to je res dober občutek. Ja. To je tle, ne? Pa tako, ko se mi moja hčerka nasmeje zjutraj, ko pride, tako tle, malo više. Jaz sem slišala še za eno vašo veliko ljubezen, o njej niste veliko govorili, to je deskanje na valovih. A je to nova ljubezen ali stara strast? To je stara strast, ki konstantno ostaja. Tako da, tudi po moje drago je že itak, daj bo šla malo, kaj greva tja, pa tako. Luštane, veš, tam si toplo je, veliko energije, sončno je, pa valovi, pa ta premikanje oceana in ti si tam z desko in probaš najti ta način, super, res, taka luštna akcija. Dojenčke strast sva predelala, greva na Rom-pom-pom. Kakšna je vaša definicija Rom-pom-poma? Jaz sem do zdaj probal živeti nekako v stilu seks, droge in rock'n'roll in pa se mi to eno leto spremenil v Strast, dojenček in Rom-pom-pom. Rom-pom-pom v smislu v zadnji 2 leti pa pol dogajanja, kaj se nam je vsem dogajalo in pač Strast, dojenček, kaj se meni zadnje leto dogajalo. Tako da Rom-pom-pom je bil kar zanimiv, luštena ta koronska propaganda zdaj, ker smo imeli 2 leti pa pol, ampak hvala Bogu ni bila tako huda, kakor so napovedovali, če se spomnimo na začetku, 90,000 mrtvih, pa ne vem, kaj še vse. Tako da, smo dobro sfurali, nekateri, niso vsi dobro sfurali, nekateri niso preživeli, finančno mislim. Ampak, večina pa jih je, da zdaj lahko imajo spet 16 evrov, da pride na predstavo mojo, da lahko zdaj še jaz preživim. Hvala, ker prihajate. Res. Prihajate na oder z igro Strast, dojenček, Rom-pom-pom. Odgovorili nam boste na številna vprašanja, kaj vse nas čaka. Čaka, se pravi, govorimo tako sem malo razdelil, da vse kar tisto, kar je v politiki, kar me je nasmejalo ali pa zmotilo, pa vse to, kar se mi je dogajalo med nosečnostjo, med porodom in potem po porodu zdaj. Tako vse se nekako strnilo v to. Ker če bi kaj izpostavil, biti z nosečo žensko, to je nekaj najlepšega. Res, ker te nosečniški hormoni to, ker moraš biti skozi malo napreži, ko se pogovarjaš z njo, veš, tako ena napačna beseda, pa se iz te tvoje nežne punce spremenijo v monstru, kaj si rekel? Tako da to hočem, da vsi moški doživite. Dober trening, ne? Dober trening je, dober. Ne, pa se, ne za živce, jaz sem vesel, veš, ker ženska, ko se noseče, ste nek tak hormonski tornado, ne? A veš, ker nikoli ne veš, kje bo prišel, kje se bo naredil in to, ne? In pri 30-ih si še tak debil, da ko zagledaš tornado, laufaš proti njemu.
A veš, da to malo raziščem. Ne? Zdaj pri 40 vem, da se moramo sesti nazaj, spremljati, kam se premika, mogoče kaj pokomentirati in če vidim, da prohaja proti mem, zbežati v klet. Zasledila sem, da bomo v vaši predstavi dobili tudi odgovor, kako dojenčka uspavati v 5 minutah. Nam lahko zaupate to skrivnost? Definitivno. Zelo enostavno je za vse starše, če dojenček ne more spati, če ima krčke ali pa kaj takega, vetrovne kapljice. To je to? To je to. In to vam doma uspeva, v praksi deluje? Pri nama, ja, zdaj sem že od 2 slišal, da pri njih ni to delovalo, mogoče so narobe dali, veš, ta se na dudico, pa zato, da ona, da so oni, ne vem, ji utirali v čelo, ne vem, ampak, ne, se veš, vsak dojenček je drugačen, pa vsak človek je drugačen, ampak tle, v najnem primeru je to super delovalo. Imela krčke, vsak par kapelc na dudico, veš kaj, Janeš je kuminja notar umiri, ne, tudi cukor je. Treba je malo paziti, lahko je malo droga. Name se je že zgodilo, da ona sploh ni imela krčkov, pa je bila tam en mehen junkie, tako da je malo kapljice, malo na dudico, veš, je bilo malo tako, ampak drugače pa zelo dobro deluje. Vid, spremljamo vas v seriji Vse bivše mojega brata, Vse punce mojega brata, sedaj se silite na odre z predstavo o dojenčkih. Kaj bo sledilo? Dobro vprašanje. Bom se pustil presenetiti življenju. Jaz delam pač o svojem življenju, oziroma stand-up predstave delam predvsem o tem, kaj se mi dogaja v življenju. Vse punce mojega brata so bile ene take lepe sanje, ker smo si jih z bratom uresničila, da bi enkrat skupaj nastopala v sitcomu in je rada. Tako da zdaj mislim, da zdaj smo posneli 3. sezono, mislim, da zadnjo tudi, tako da kaj bo pa naprej, bomo pa še videli. Torej bo vaše življenje pisalo tudi to, kar bomo spremljali na televiziji in odrih? Ja, mislim, vedno je to odraz, vedno je pač to, kar se meni dogaja, pa to, kar jaz pišem, pa s čimer pa nastopam, je odraz mojega življenja, pa kaj se mi dogaja, pa kaj me nasmeji, pa kaj me frustrira, pa razveseli, pa spravi v jok. Ne, tega nimam. Je le komedijo delam, več. Super, Vid, jaz vam želim, da greste skozi življenje za eno polno mero energije, enih lepih občutkov, tudi z vašo hčerkico, pa da boste napisali še veliko lepih zgodb, da bomo mi lahko del njih. Hvala. Predvsem hvala ti to za to prvo, da bom imel veliko energije, ker zdaj sem že začel malo iz pet ven črpati. Ampak je lušten, ful je fajn. Čar je tega, da nič ne spiš. Res. Neka nova stanja najdeš svojega telesa. Prideš v sobo, pa ne veš, zakaj si prišel v sobo, kdo si. In fora je tem, da stojiš tam in sploh ne razmišljaš o tem, zakaj si zdaj v tej sobi, ampak sam si in obstajaš. Veš, pa to se mi ni prej dogajalo. Res. Pa sem že prej kadil travo, pa sem... Vid, hvala lepa, jaz upam, da vam bo dojenček takšna droga še naprej in v tako veliko veselje in da greste nam in zmagam naproti. Hvala, bom šel. Bom probal, da zmagam naproti. Ja, seveda, dragi ljudje, lepo vabim na mojo novo predstavo Strast, dojenček in rompompom. Vse kraje, datume predstav najdete na www.vidvalis.si, tam si lahko pogledate, izberete. Vstopnine nismo podražali, pri nas ni draginja. Lepo vabljeni. Če se ne boste nasmejali, ne dobite denarja nazaj, ampak boste imeli pa vsaj eno grozno presenečenje v bistvu. No. Vabljeni. Izsiljevalni mail. Ja, jaz sem tudi ful vesel. Ja, ampak zanima, res, koliko je dober. Moram prebrati, da moram. Najprej itak sem vedel, da je bullshit. Vedel sem, da je bullshit iz prve, zato ker slovenščina je res lep jezik. Zelo težko ga je Google Translate. Ja, na ta način, da zveni avtentičen. Tako težko bereš, kad tako že dvakrat mi je rekel gospa. Ja, model ne ve, kva govorim.